naši, ko se priporočamo svetemu Florjanu in ko sem razmišljal o današnjem srečanju tukaj v službu in o Božji besedi, ki smo jo slišali, mi je prišla neka misel prav v prvem verigu, kjer v apostolskih delih piše, da so apostoli sprejeli odločitev, da bodo izbrali 7 mož, ki jih bodo postavili za pomoč drugim. Strežba pri mizi, pomoč ubogim, opora tistim, ki potrebujejo človeško bližino. To je bilo 7 diakonov, še po imeni so naštetih, ki so opravljali dela apostolov na tistih področjih, ki so jih lahko apostoli predali drugim. In sem rekel, ali to na nek način, kot tista klica ali začetek, podoben kot pri vas gasilcih, ker ste postavljeni po notranjem čutenju in hotenju za pomoč bližnjemu. Teh 7 mož ni vnaprej že vedelo, kje bodo delovali, na kakšen način, so bili pa izbrani in poslani. In da ste danes vi, gasilci in gasilke, v vrstah gasilcev, je tudi na nek način izbira, res je notranje čutenje, takrat, ko človek začuti, ali lahko naredim nekaj dobrega, takrat, ko je nekdo v stiski, ali sem pripravljen pomagati, ne takrat, ko imam čas, ampak takrat, ko je potrebno. In tukaj lahko vidim, vsaj v tem središču, v tem jedru, to podobnost. Sem na mestu, da lahko pomagam, služim in tudi skrbim, da bi bilo življenje lažje, varnejše in lepše med nami. In mnogi ljudje čutijo to gotovost, če bo prišla stiska ali neka nevarnost, imam človeka, lahko se na nekoga naslonim, obrnem, pokličem, nekako bo šlo. Veste, kako je lažje živeti, ko ima človek to notranje varnost, čutenje, da nisem prepuščen sam. In če se zgodi nekaj težkega, da se potem ne da rešiti. Človek, ki ima v sebi človeka, takrat lahko tudi z velikim večjim zaupanjem gre naprej. In tukaj imate res izrednega priprošnika, zgled svetega Florjana. Živel je med 3. in 4. stoletjem v današnji državi Avstrija, je že blizu države Liechtenstein in Švica, in je bil velik, visok, vojaški častnik. Prav to ime je bil častnik rimske vojske, ponazarja, da ni bil običajen vojak, ampak je bil verjetno že izkušen, prepoznan kot zanesljiv, preudaren, več mu je bilo zaupano, po drugi strani pa ravno iz tega lahko sklepamo, Florjan je imel svojo prihodnost zagotovljeno, imel je svojo varnost, verjetno zaslužek je bil v primerjavi z drugimi dosti večji, ekonomsko je bil preskrbljen, družbeno ugleden človek, ampak je bil, temu lahko rečemo, obtožen, zatožen, da je kristjan. Ta stvar je pa omajala vse te stvari in je bil poklican na zagovor, če je to res, je rekel res, sem kristjan. To ni šlo takrat skupaj. To je bilo rušenje družbenega reda, uničevanje urejenosti rimske države. In je dobil
zopet ta svobodna odločitev pa se odpoveš tej drži. Vsaj javno se odpovej. Tudi če od znotraj čutiš, da si kristjan, ampak da ljudje tega ne bodo vedeli. Rekel, ne morem. Sem kristjan, povem. In tukaj ni bila več ogrožena njegova socialna prihodnost ali ekonomska prihodnost. Tukaj je bilo ogroženo lastno življenje. In Florijan je ostal zvest tej drži, ker ni mogel drugače. Izročilo pravi, da so ga mučili. In na koncu so privezali ga na mlinski kamen in vrgli v reko. Tako se je končalo njegovo zemeljsko življenje. Ampak ljudje so ravno v tej drži začutili, to je pa moč, na katerega lahko računamo, se zanesemo. Gotovo so imeli dobro izkušnjo že skozi življenje, da ne kot rimski vojak ali častnik, da bi bil samo z nekim nasiljem ali gospodovanjem, ampak z držo varnosti. Saj ne bi vojak bil v prvi vrsti za varnost bližnjega. In potem v tej drži kristjana so kmalu ljudje začutili, pa to je nekdo, kateremu se lahko priporočamo. In tako se je češčenje in priprošnja svetemu Florijanu kmalu razširila iz današnje Avstrije tudi na področje današnje Slovenije. In verjetno prav zaradi njegove smrti, ker so ga vrgli v vodo, so tako hitro začeli ljudje povezovati svetega Florijana kot priprošnika za varstvo pred ognjem, da bi z vodo pogasil to, kar uničuje. Sami vemo, da kako je pred leti bil požar nekaj strahovitega prav zaradi tega, ker je bilo med preprostimi ljudmi, večinoma bivališča, hiše so bile lesene, strehe so bile slamnate in če se je požar začel, je ponavadi šlo celo naselje. Šla so gospodarska poslopja, poginila je živina in vsa človeška bivališča so bila uničena. To je bila stvar enega dne, ko je vse pogorelo. In zato so lahko še pred desetletji ljudje res čutili, Bog obvaruj nas z ognja. Dostikrat je bil ogenj zaradi strele ali zaradi drugih stvari in se je razširil. Danes se področje gasilstva samo glede gašenja požarov še širi na druga področja, pa so lahko druge naravne nesreče, od požarov, potreskov in zdaj v zadnjem času prometnih nesreč. Vse te različne stvari, ki nas lahko zadenejo. Naj bo res med vami gasilci priprošnja svetega Florijana za varstvo pri vsaki intervenciji, vsakem posredovanju, vsaki pomoči. In naj svet Florijan izprosi duha povezanosti. Kako je to pomembno, da se čuti med vami povezanost, spoštovanje, medsebojna pripadnost. To je tisto, kar človek od znotraj čuti. In gasilec, ki je tudi kristjan, res lahko kaže svojim zgledom to pokončnost. Naj bo sveti Florijan vaš zavetnik, zgled, priprošnik. Naj vas blagoslavlja in prosi obilje milosti pri Bogu skozi vse leto. V hvaležnosti pa se spomnimo tudi vseh pokojnih gasilcev in gasilk, naj jim na priprošnjo svetega Florijana Bog nakloni polnosti življenja, da bi res iz večnosti z veseljem gledali na nas, ki smo tu, da bi nas tudi naši rajni povezovali v pravi povezanosti, da bi ta srčnost gasilstva lahko bila uresničena. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovedamo